smo kar vedeli, da bo dober glas, da se bo pa vrtel nekaj časa, pa ne, to pa sigurno ne. Da mogoče leto, 2 ali 3, več pa ne. Zavarovalnica Triglav je partner Planice že od leta 1968. Od leta 1979 pa vsako leto omogočimo številnim otrokom mogoče to nepozabno izkušnjo in pa verjamem, da tudi marsikaterega otroka navdihnemo. Marsikdo od njih se mogoče prav zaradi tega začel ukvarjati s skoki in mogoče vstal in tudi danes še skače in nas razveseljuje s svojimi rezultati. Iz enega avtobusa je v parih letih prišlo 60 avtobusov oziroma 3000 otrok na eno prireditev. Seveda, če hočeš skomunicirati to zgodbo, celo zgodbo, potem postaneš tudi film, katerega in ni bilo problem potem posneti film, otroci, Planici in navdušenje na tem filmu je bilo neverjetno. Ampak, ko smo posneli, nam je bilo kar jasno, da je dobro. Zato, ker je imel preprosto sporočilo, ker je bil dovolj zabaven, ne? Ampak v teh malih dnevnih in seveda, ker ta identifikacija, to pa čisto splošno v glasu, kar se mene tiče, to je vedno fajn, če govoriš to isto zgodbo, ne? Takrat je ponovadi glas dober. Ne? Sem dosti pozno videl sliko, tako da sem si že prej ustvaril neko idejo in se mi zazdelo, da mora biti struktura v bistvu tako, kot je struktura skoka. To je za let, potem je let in telemark. In zlata medalja. Ja, mislim, da je glasba zelo, zelo pomembna zato, ker je tako catchy. Mislim, da ima veliko vlogo v reklami. Planica je letalnica, kjer tradicionalno padajo rekordi in ta oglas je svojevrsten rekorder s temi 23 leti v etru. Če en oglas v etru drži 23 let, to pomeni, da so ga ljudje sprejeli. In če so ga sprejeli, to pomeni, da je ta oglas postal del pop kulture. Oglas, ki ima tako močno povezavo z nekim dogodkom, z nekim pomembnim, za Slovence zelo pomembnim dogodkom, ne bo lahko spreminjati. Tako da v bistvu smo se zavedali tega, da bo glas prej ali slej treba nekako nadgraditi, posneti na novo, kakorkoli. Ko je agencija prišla do nas letos z novim predlogom, ki je bil pa vezan tudi na neko prelomnico, ki se letos v Planici zgodi, in to je, da letos prvič v Planici letijo tudi dekleta, se nam je zdelo, to je to. In smo v bistvu takrat prišli na to idejo, da bi v bistvu fantka v tem kultnem Triglavovem glasu zamenjali s punčko. Ampak da kaj takega narediš, rabiš ful dober razlog. Ne moreš v bistvu nečesa, kar ne moreš kar tako spremeniti. Super, sploh nimam kaj reči, si ne bi mogel spomniti boljše stvari. Ta povezava, dva močna identitetni točki v Sloveniji ali pa v tem našem prostoru, ne, moderniziramo, predstavimo današnji čas, to, da je nastopa punčka super, genialno. Vidim ga kot sporočilo, ki ohranja vse elemente preteklega oglasa, torej sanje, pričakovanje, veselje, vzorništvo, neko navdušenje, hkrati pa sporoča še nekaj več, da lahko vsi otroci, vsi ljudje letimo svoje sanje. In tako verjamem, da so tudi dekleta dolgo časa sanjala, da bojo lahko letela na letalnicah. V bistvu mi smo s tem oglasom hoteli pokloniti temu zgodovinskemu trenutku, kar se bo zgodil letos, se pravi ženske prvič na planiški letalnici. Še nedolgo nazaj je bilo v bistvu govora o tem, da to za njih verjetno ne bo nikoli mogoče in tako naprej. In lik zaradi tega je to taka zgodovinska prelomnica za ta šport in glede na to, da je ta oglas z dečkom bil vedno povezan s Planico, se nam je zdelo prav, da v bistvu tudi počasti en tak velik prelomen trenutek in za Planico in za ta šport.